Naprimer, ena od takih zelo pogostih stvari je, da če pogledamo fandom po strukturi, ima precej več LGBT ljudi kot, bom rekel, preostala, poprečje. In eden od, bom rekel, raziskanih razlogov je to, da ne vem, če ti mogoče imaš doma bolj tradicionalne starše, pa tega ne moreš izražiti, tudi potem izražaš čez nek lik. Čisto primer. Je pač ful dober coping mehanizem, daš masko in it's someone else. S tem, da večina nas pač je tukaj sem, ker je pač fun. Dejansko se pač odprejo mogoče vse tiste zaprte aspekte, ki si jih ne upajo prikazati v nekem tradicionalnem okolju, right? Mogoče, ja. Like, mislim, če so del LGBTQ community-ja, ne, pa imajo mogoče, kot si rekel, religiozne ali tako naprej starše, right? Ko dajo ta sud gor, pa grejo pač med svoje ljudi, it's a bit easier to open up. Tako, ja. Mislim, to je tudi v anime community. Same ljudi in se lahko pogovarjaš o anime, si lahko sproščen. Točno to, nisi nek več tam čuden nerd, ampak si pač one of us. It's a safe space where you can express yourself. Predstavljam si, da imaš potem velik post-convention depression, ker si nekaj časa med svojimi ljudmi in potem padeš nazaj v real world, right? Post-con depression is a big thing, yes. Yeah, it's a thing. Sploh si predstavljam, kako si omenil, če se moraš oziroma če se lahko odpreš v določenem obdobju, potem se moraš spet zapreti nazaj, it's a bit depressing.